ZARES in LDS pravzaprav samo izvajajo neko politiko, za katero stojite vi in gospod Kučan. Ja, torej gospod Jerovšek ima očitno bujno domišljijo in on je bil tisti po svoji generaciji, ki je v tistem prejšnjem sistemu zelo dobro živel in služil s tem. Mislim pa, da zelo preprosto rečem, govori neumnosti. Torej, to ne drži. Ne, to ne drži, pravim, da govori neumnosti, potem to ne drži. Razumete današnji rezultat kot izrazito nezaupnico slovenskih volivcev v desnici? Ja, vidi se, če upoštevamo, da so v tem vladi, te štiri stranke so bile, vidimo, da NSi ni not v vladi, se pravi, da vladajoča koalicija in Janez Janša so to stranko praktično, kako so že rekli, rezali kot salamo, so dobro odrezali. SLS je prišel notri, pri čemer treba vedeti, da to ne bo sploh dvoma, kajti imajo 90 županov, in če župan v svojem kraju nima podpore, potem je nekaj narobe. Tako da jaz mislim, da je to čisti odraz tega nezaupanja tej vladajoči koaliciji. Kaj pa očitki gospoda Kosa, ki je dejal, da bo zdaj prišlo do stagnacije in regresije, če bo zmagala ta trojica? Na katerem področju? Verjetno je mislil na splošni razvoj Slovenije. A se on na to spozna? Jaz samo sprašujem. Ne poznam gospoda, težko govorim o tem, ne vem na katerem področju. Lahko zaupate, komu osebno ste vi dali svoj glas? Jaz sem povedal, sem volil skupaj z mamo in ženo trojčka, tako da ne to ostane, ker če zaupam svoj glas, moram povedati še za njo dve, pa ne želim tega. Kaj pa še mogoče ta vaša izjava, kjer so se zdaj LDS, ZARES in SDS so se nekako v blok postavili, kot da volivci niso imeli izbire ali voljo en blok ali pa drug blok. Se vam to zdi demokratično? Zelo, kajti kaj je bilo pa prej drugače? To, kar je Janez Janša na koncu počel, ko je govoril, da je treba iskati široko koalicijo, zakaj ni prej tega pokazal? Vse on te bloke naredil. Jaz mislim, da je Janez Janša v svojem izjavi, ko je rekel, da je dosti sprenevedanja, najprej moral pa vse počistiti, kajti eno je govoril, drugo je delo. Poglejte si njihovo izjavo, da ni združljiva funkcija v nadzornih svetih z funkcijo v stranki. V prvem letu so zamenjali 1000 ljudi v nadzornih svetih in edina kvaliteta ali pa edina strokovna referenca je bila, da je bil član stranke. Rad bi pa še vedel, kako zgleda, tudi če imajo te nadzornike licence za nadzornika. V mestni občini tisti, ki so hoteli v nadzorne svete, so morali to licenco opraviti. Tako da jaz nima tukaj še dodati.